Oddaja o sočasnem gledališču. Na slovesnosti ob začetku 56. tedna slovenske drame je vsakoletne nagrade za igralske in neigralske dosežke podelilo Združenje dramskih umetnikov Slovenije. Nagrado Polde Bibič za življenjsko delo je prejela Barbara Stupica, kostumografinja, scenografinja, snovalka lutk in celostnih likovnih podob za lutkovne predstave, modna oblikovalka, ilustratorka. Opus Barbare Stupice je raznolik in obsežen. Njeni začetki delovanja v gledaliških hišah segajo v čas konca 80. let prejšnjega stoletja in v dobrih 30 letih sodelovanja z različnimi umetniškimi ustvarjalci se je v garderobah, depojih, delavnicah, hodnikih zbralo veliko lutk, kostumov in drugih rekvizitov, ki pričajo o pestrosti kreativnega duha avtorice. Barbara Stupica je snovalka lutk, ilustratorka, kostumografinja, scenografinja, sodeluje pri nastajanju predstav za najmlajše in za odrasle. Njene stvaritve so lahko zelo majhne, v obliki namiznih lutk ali senčnega gledališča, in velike ali zelo velike v funkciji scenskih postavitev in kostumov za animatorje in igralce. Sama poudarja, da je zelo blizu vizualna estetika zgodovinskih slogovnih obdobij baroka in rokokoja, ter v smehu doda ultra kič. Vstopiti v zagonetni labirint Barbare Stupice pomeni biti povabljen ali zvabljen v zajčjo luknjo ali v hišo za ogledalom, kjer kraljuje domišljija. Čeprav v gledališču predstavo gledamo, pogosto sploh ne razmišljamo, kako veliko in pomembno vlogo odigra njena likovna podoba. Praviloma je njen pomen še toliko večji, kadar ne izstopa, temveč enakovredno dopolnjuje igrano pripoved. Zato so likovni snovalci vedno znova na preizkušnji, še posebej sami pred seboj, kako najti tisti pravi likovni izraz. Včasih moramo biti soočeni z baročnim kičem, drugič nas prepriča skrajni minimalizem ali pa je prava mera nekje v zlati sredini. Tako je med drugim zapisala doktorica Nataša Smolič v katalogu Bienala lutkovnih ustvarjalcev Slovenije 2021, ko so Barbaro Stupico izpostavili kot osrednjo likovnico Bienala. V svoji karieri je zelo intenzivno sodelovala z Vitom Tauferjem, Matjažem Pograjcem, Ivanom Peterneljem in Barbaro Hink Samobor, Jako Ivancem, Ivano Džilas, Matjažem Faričem in Iztokom Kovačem ter drugimi. Predvsem v Slovenskem mladinskem gledališču in Lutkovnem gledališču Ljubljana je od leta 1989 pustila neizbrisljiv pečat. Barbara Stupica je tudi prejemnica več Borštnikovih nagrad za kostumografijo in scenografijo ter nagrad na festivalih zunaj Slovenije. O njenem visokem umetniškem kredu pričajo tudi oddaje, v katerih smo umetnico gostili pred nekaj leti in smo jih za danes pripravili v radijski kolaž. Ta naj prikaže njen odnos do gledališke materije, ki se ji posveča, njeno iskateljsko in drzno žilico, ki jo vsakič znova spodbuja k preizkušanju novih in neznanih poti, strokovnost in prizadevanja, da bi se njene zamisli uresničile čim bolj avtentično in v popolnosti. Vabimo vas, da zdaj prisluhnete Barbari Stupici. Kostum je seveda pomoč človeku na odru, da lažje in lepše predstavi lahko svoj lik, da pač ansambel kot neka celota pašejo skupaj, da ima cela predstava eno podobo in da v bistvu od znotraj te likovnosti potem lahko igralci posredujejo štorijo. Se mi zdi, da če so nekoliko enotni, da pač gledalca kostum in seveda cela likovna podoba predstave prestavi v nek svet, ki ne bi pač predstava o njem pripovedovala, da potem znotraj te likovnosti je igralcem lažje to štorijo povedati. Oziroma plesalcem odplesati ali pevcem odpeti in tako naprej. Ti s kostumom narediš nek gledališki lik. Kostum nima omejitev, ti lahko tudi narediš iz človeka hrošča, če je pač zgodba taka. Vse vprašanje se tudi navezuje na eno vaše delo v tem času še z Vitom Tauferjem. To je bila predstava Seviljski brivec. Se je en razvoj v kostumu zgodil pri vas? To je komedija.
Se pravi, da smo v bistvu iz ljudi s kostumov naredili klovne, ne. In to je bila mogoče malo presenetljiva odločitev, konceptualna za operno hišo v tistem času. Ampak je potem se izkazalo, da je verjetno predstava ravno zaradi te bistveno drugačne likovne podobe, kakor so jo pač ljudje v operi navajeni, da je bila zaradi tega zelo obiskana. Druga taka predstava je pa bila, ki pač govoriva o tej transformaciji igralčevega telesa, ne. Drug tak koncept je bil je tudi bila predstava s Tauferjem, sem delala v Drami ljubljanski. In sicer smo delali Timona Atenskega od Shakespeara. On tule govori o neki tej demokratični družbi, ne. Ampak v tej demokraciji je neka hierarhija in je v bistvu bil koncept, ne, te predstave, da to hierarhijo družbeno ponazorimo z velikostjo trebuhov, ki so jih pač igralci imeli dodatne. Se pravi, navadni vaščani so imeli majhne, neke okrogle trebuhe, senatorji so bili pa blazno debeli, so bili pa, ne, 2 senatorja sta nastopala, sta bila ko žoge 2, ne. Cela kostumografija pač postavi gledalca v neki prostor ali pa čas, ne, skupaj pač s scenografijo. Ampak kostumografija, jaz mislim, da mora imeti neko zgodbo, ne samo te zgodbe, pač teh majčkenih zgodbic, ki jih vsak lik predstavlja, ampak neki širši kontekst. Jaz recimo zelo rada delam predstave, kjer me je pač v tem kontekstu noter omogočim, da malo eno svojo vizijo oziroma stališče podam naprej, ne. Kostumografija za komedijo je dosti specifična, ne. Se mi zdi, da je dosti bistveno, da z enimi majčkenimi detajli kostumografskimi nakažeš neke smešne karakterne poteze. Da ni treba, da so v vsaki komediji zmedi vsi oblečeni kot klovni, ne. Se mi zdi, da je boljše, če niso. Da recimo komedija bolj fajn funkcionira, če so vsi smrtno resni, ne. Ti detajli pa potem kot neki spodrsljajčki. Ne vem, strgan štumfek, srajca okoli obrnjena, veš, te traparije. Potem ste pa v zgodnjih 90-ih letih se začeli spogledovati in sodelovati s plesnim gledališčem. Z Matjažem Faričem in Sinjo Ožbolt so bili nekako začetki, poleg Iztoka Kovača, kar se je zgodilo že malo prej. A lahko morda poveste, kako se telo kot medij razume v dramskem gledališču in kako telo v plesnem gledališču, glede na to, da so majčkeno razlike v tudi sami pripovednosti ali pa strukturi pripovedi? V osnovi je zadeva ista, ti moraš s kostumom povedati neko zgodbo, ne. Ampak pri plesu mora biti kostum v bistvu čist minimalističen, ne. Predvsem pa ne sme človeka nikjer žult vezati, ne. Tako da tule so v bistvu čist tehnične razlike, recimo v kroju, kako narediš baletniku ozke hlače, da mu vsakič, ko naredi raznožko, ne počjo nariti, ne. Pa ta osnovna informacija, spet, če se vrnemo na dramsko besedilo, pa potem nek koncept avtorja, koreografa. Jaz v bistvu tudi dramske predstave najrajši delam tako, da pridem na prve vaje s prazno glavo. In te začetne informacije v bistvu lovim od igralcev, režiserja in tako naprej, ne. Pri sodobnem plesu pa se mi zdi, da na suh sploh ne bi znala začeti, ne. Meni je fino, da pač gledam vaje, hodim na vaje in v bistvu medtem, ko se pač neki prizori postavljajo, meni kapnejo idejce, kako naj bi to izgledalo in kaj recimo meni vse skupaj pomeni. Plesni kostum, glih zaradi tega, ker je on moja slika cele predstave, ki jo jaz pri sebi noter vidim medtem, ko pač gledam vajo. Glih zaradi tega se mi zdi, da je ta
kostum za ples veliko bolj oseben. Pomagate si pa tudi z kakšnimi izposojami ali pa prirejanjem kakšnih oblek, morda iz kakšnih fundusov. To je bilo pa pri sodelovanju z Barbaro Novakovič, ne? Pri predstavi Molière, če se ne motim. Ja, Barbara je delala to predstavo Molière, kjer je polovila neke ekspresije pač iz tega časa in Molièrovega življenja. Jaz sem je kot kostumograf prišla nasprot, sem je pač dala podatek, da so ženske spodnje hlače izumili nekako v tistem času in je bil to pač izhodišče za to kostumografijo, ko smo rekli, v redu, potem pa dajmo zgodovinsko perilo uporabiti kot kostum. In zdaj bi bilo brez veze sešiti 25 spodnjih kril, če so bili že v fundusu, ne. Pa tudi ni bilo denarja za narediti kikle, smo se jih sposodili raje. Naredili smo pa pač par teh koščkov, ki nekako naredijo cel kostum, recimo ženske korsete. O Barbari Stubici govori Barbara Hink Samobor. Ko govorimo o Barbari Stubici, moram povedati, da mi pravzaprav žal, da lahko v radijskem mediju samo govorimo. To je namreč oseba, ki vsa raste iz svoje likovnosti. To je oseba, ki z risbo, sliko, izdelkom svojih rok in načinom asociiranja pravzaprav vsa nastaja, raste in je čudežna točno v polju tega, kar lahko gledamo. Ne slišimo, ampak vidimo. Ko je pokojna Berta Bojetu, ki je bila zaposlena v Lutkovnem gledališču Ljubljana kot igralka, spoznala mene in Barbaro Stubico, naju je poklicala k sebi in je rekla: punci, vse, česar nista mogli realizirati v dramskem gledališču, vse, kar sta kdajkoli sanjali v zvezi z gledališčem, lahko in morata uresničiti tukaj zdaj v tej predstavi. In mi dve sva se res obe v bistvu glede tehnologij neuki, spravili delati eno predstavo, ki je bila zelo spektakelska in je bila kot taka tudi pohvaljena z mnogimi novimi ali pa vsaj variiranimi animacijskimi tehnikami. V tej igri Mala Lili sva šli pravzaprav inovatorsko najdlje. Z tega smo nadaljevali, z tega smo rasli. Kasneje nam je bila zaupana ena cela rajda v prizoritu po tekstih Svetlane Makarovič. Mislim, da tudi zato, ker je Svetlana sama imela likovne zasnove Barbare Stubice in posledično tudi moje režije rada, ker je te junake, kakršni so nastali, sprejela za svoje. Mi vemo, da si ta avtorica te svoje znamenite figure, živalske in škratovske in vilinske, zelo natančno predstavlja in da ne sprejme vsake likovne zasnove. No, mi smo uspeli najti celo obliko oziroma lutko, ki jo je Svetlana prepoznala kot pravega kosovirja. Kosovirji so, kot veste, popolnoma fantazijske figure, si jih je ona izmislila in iskali smo, toliko časa smo iskali, da smo našli kosovirja, ki ga je avtorica objela in je rekla, ta je pa ta pravi. Tako da to je bilo v bistvu manj tehnološkega iskanja, pa več iskanja v smislu, kakšne so te živali, kakšni so ti liki, do katere mere so ljubki, kje so smešni, kje so grozni in tako naprej. Vse, kar je zvezano z eno dobro otroško predstavo. Kako ste se pa v likovnem jeziku sporazumeli in dograjevali? Kako ste sploh začeli pogovor o nastanku nove predstave? Mi da sploh ne govoriva zelo veliko. Ponavadi je bilo tako, da sem jaz povedala neka osnovna asociativna izhodišča, potem je pa ona risala, jaz pa sem nad njenimi risbami
pripovedovala pripombe. Včasih so bile te poti kar precej dolge. Spomnim se, da sva delali Sneguljčico in je bila njena prva ideja zelo drugačna od moje želje in sva pa skupaj prihajale do enega končnega rezultata, ki je bil po mojem prav fantastičen. Iz predstave Sneguljčica v Lutkovnem gledališču Ljubljana, jaz mislim, da sta tam ene 2 ali pa vsaj ena lutka, ki bi jih proglasila, da so pravzaprav najboljše lutke, ki sem jih jaz v življenju sploh videla, ne? In da je to bil en od vrhov njenega dela na tem področju. Iz vaše pripovedi sem razumela, da je vajino sodelovanje bilo nekako zelo dopolnjujoče. Seveda vi ste imeli neko režijsko vizijo in vam je Barbara veliko tudi doprinesla k tej vaši viziji, recimo. Jaz ne bi tako navdušeno govorila o njej, če ne bi bila prepričana, da je bil to en mojih najboljših sodelavcev do zdaj v umetnosti, ne. Dejansko sva se zelo malo besedami zelo veliko zmenile. Šlo je za eno popolno pripadnost, ona je pomagala meni z drobnimi nasveti, prežala v fazi vaj na stvari, ki mi jih je recimo lahko še svetovala, in istočasno sem jaz njej v fazi priprav čisto vse lahko povedala, kar je redkost, da pride do tako odprtega sodelovanja in tudi do spoštovanja, ne. Da ti recimo tako spoštuješ delo od svojega kolega in on obratno tvojega, ne. To je že skoraj garancija, da je en segment maksimalen, ne. In tukaj si upam trditi, da v nekem segmentu sva bili tako rekoč popolni sodelavki in sva se imeli tudi temu primerno radi sva se imeli. En zelo zanimiv projekt je bil, ko smo bili majhni, ki je ena zelo abstraktna predstava za zelo majčkene otroke. In se v bistvu začne z genetiko in nastankom oziroma s početjem in iz tega ven pridejo neki različni otroci, ne vem, ena majčkena punčka, ki ima ogromno 4-metrsko mamo, ne, se pravi ta neki odnos hči-mama, ne. Potem je en majčken železen fantek, ki je pač neka čisto druga vizija odraščanja in otroštva. Tle se mi zdi, da sva z Barbaro prišli pač v tem skupnem lutkanem ustvarjanju do neke točke, ki so si lahko privoščili eno res abstraktno predstavo narediti in ta je bila meni pravzaprav najljubša, no. Vse prejšnje nekoliko so bile pač omejene s štorijem, čeprav je bilo to čisto fino delati, ko so vede in tako naprej, ampak ta je bila taka najbolj sanjska. Ampak razvijali ste pa tudi nove tehnologije, pa ste začeli postavljati zasnovo za celostne likovne podobe, prostor se začel ustvarjati, ne? Te nove tehnologije v lutkah je pač tako, da ti imaš lahko neke dosti nore ideje, ampak če tehnologi tule niso pripravljeni s tabo sodelovati, nisi kaj dosti naredil, ne. Zdaj pri nekih projektih v Lutkovnem gledališču se je pač to poklopilo, da je bilo s strani direkcije in delavnice neko razumevanje za neki eksperiment, ne, kar ni prav pogosto. Čisto osebno mi je pač eksperiment veliko ljubši, zato ker je večji izziv in jaz imam to rada, ne. V tej tehnologiji gre predvsem za to, kako se bo dalo to lutko uporabiti, ne? Lutka je nekako odnos lutka in animator. Recimo v navadnem gledališču ali v plesnem zelo rada najprej gledam vaje in potem naredim kostumografijo. Ta princip v lutko nam odpade, ker če ti nimaš lutk, nimaš igralcev in nimaš kaj vaditi, ne. Tako da tule je pač proces čisto ustvarjalni toliko drugačen, da moraš ti pred začetkom vaj že vse se zmisliti, ne. In je potem na vajah pač se ti neki objekti, ki si jih naredil, ne, lutke recimo, se pač oživijo. Več ima animator, igralec
možnosti, več mu jih ponudiš, več bo lahko iz lutke potegnil. Ni pa seveda nujno to, da je lutka ne vem kako komplicirana. Recimo dobra ročna lutka, tako kot smo pač naredili v tej predstavi Matiček se ženi, tle je bil sploh, se mi zdi, ta izbor ročne lutke, lesene, zelo posrečen, zato ker je ta lutka ponudila čisto režijsko neke možnosti. Ročna lutka je lahko zelo agresivna in to je za eno temo kot Matiček se ženi zelo dobrodošlo, se mi zdi. In je pol Tafr seveda to fajn izkoristil, ne. Pač ena likovna zasnova za lutkovno predstavo je veliko bolj precizen del. Veliko več priprave in veliko več dela je tule potreben, ne. Tudi izdelava lutk ni neka kratkotrajni postopek, to kar traja 2 meseca, da se pač izdelajo lutke za neko predstavo. Jaz tule v bistvu sem vesela, če sem lahko ta čas, ke se pač izdelujejo lutke po mojih načrtih, da sem ta čas lahko v delavnici, ne, in nekoliko sproti dodajam oziroma odvzemam. Glede na to, da v skicah ne moreš čisto vsega predvideti, ne. In je fino, da si pač v nekem procesu izdelave lutke zraven, zato da lahko osnovni načrt spremeniš. Zdaj izbira materialov je pa seveda ponovno odvisna od tega, koliko so ti materiali dragi. Včasih je treba pač zaradi cene narediti neki kompromis, ne. In recimo tako kakor pri Srečni srečki, jaz sem si zelo želela, da bi bile cele lutke odlite iz foam lateksa, ampak ker bi bilo to predrago, so pač iz tega materiala samo glave, ne, ker pač za glave tule ni druge rešitve. One morajo biti iz tega materiala, zato ker gre za te ročne mimične lutke. Se pravi, da ima animator celo roko v obrazu in se obrazna mimika animira s prstki noter v glavi od lutke. Recimo prve te lutke iz tega materiala, ke se jih jaz spomnim, so bile te od BBC-ja, se mi zdi Spitting Images. To je ta tehnologija. In jaz sem seveda si želela, da bi bile cele te lutke iz foam lateksa, ampak ker ni bilo denarja, so bile pač telesa in nokse iz nekih drugih materialov. Kar seveda je izrazno bilo slabše, ampak ni bilo drugega izhoda. Je pa treba seveda misliti tudi na to, da bo animator, mu bo lutka omogočila početi vse to z njo, kar naj bi. Edina rešitev tega problema je kilometrina. Jaz se mi zdi, da toliko lutke poznam in da toliko o nekih animacijskih tehnikah vem, da neke stvari znam predvideti oziroma celo neke možnosti nove, neke izume ponuditi. Je pa recimo prav v lutkovnem gledališču je fino, da pač se z animatorji dobivamo tudi izven gledališča, ne, sem pa kaj gremo na pivo in se pač v bifeju veliko teh stvari zmenimo, kako naj bi neke lutke izgledale, da bi bile za njih čim bolj uporabne, ne. Pri raziskovanju vašega sodelovanja z Barbaro Hink Samobor sem opazila, da je velikokrat bila tudi kombinacija lutk in tudi igralcev. To sicer ni mogoče danes nič novega, ampak kaj pa to vam recimo pomeni? Tam ste pa potem delali lutke in kostum na drugi strani, ne? To je pač koncept, odločitev, da pač bomo na ta način to predstavo naredili in moj del obsega in lutke in kostum. Taka predstava recimo je tudi bila Medved Pu z Matjažem Pograjcem, ne. Tule je recimo bila zelo luštna zadeva, da smo mi najprej naredili lutke, scenografije niso imeli pa nobene, ne. In potem je glede na to, da v zgodbici Christopher Robin stalno vlači s sabo velik črn dežnik, ne, je nekako padla ideja, da bi pa scenografija lahko bili samo dežniki. In potem smo naročili večjo količino raznobarvnih marel in iz tega sestavili scenografijo. Pri tem, da seveda so na odru bile prisotne in lutke in marele in igralci. Neke večje scenografije pa ni bilo, ta predstava se je igrala na praznem odru. In je v bistvu bila zato fina, ker je glih zaradi te nezahtevne scenografije bila
dosti prijazna za gostovanja, no. In so bile recimo potem iz teh dežnikov bolj abstraktne pokrajine ali je bilo tudi bolj konkretno? Tlej so bili dežniki vse, hrib, oblaki, čebele so bile recimo te mečkene kitajske papirnate marelice. V bistvu so bili dežniki kar v glavnem vse, ne. Sovina hiča, zajčev brlog, kopalna kad, vse je bilo marela. En poseben pristop je bil pa tudi pri Matjažu Pograjcu pri predstavi Show Your Face. Show Your Face pa tako ni zgolj lutkovna predstava, v bistvu gre za gledališče objekta, kjer igralci neke čisto vsakdanje predmete uporabijo kot pač nekaj drugega, ne. Tle so veliko pripomogli trije kolegi iz Rige, Teater Umka. S tem se ukvarjajo oni že dalj časa in pač so imeli neke izkušnje s temi objekti in z gledališčem objekta. Jaz pač sem nekako pomagala po svojih najboljših močeh, ne, neke te zadeve izdelala, neke sem pa samo prinesla v gledališče, ne. Ta predstava itak se delala tako, da je pod odrom bilo 2 kubika nekih artiklov in so jih pač igralci ven vlekli, sestavljali in uporabljali. In pač, če niso stvari štimale, tudi zavrgli, ampak brez tega kupa stvari ne bi nikamor prišli, ne. Kot na primer? Kot na primer vse sorte. Ne vem, Barbie, pisalni stroj, star telefon, en kup zlomljenih marel, stari škornji, kaj se vem, celofan odrož, vse. Vejce. Ne, tisto je to pa posebej, tle je pač nek prizor o holokavstu in je bilo pač treba narediti neke človečke, ki grejo v krematorij in kle sem pač jaz uporabila čisto navadne vejce iz grma, ki sem jih pač sestrigla tako, da so izgledali kakor majhni človečki, zelo suhi seveda. Kaj radi pogledate v svetu? Kaj vam pritegne pozornost? Kakšna umetnost? Kaj vas navdihuje? Jaz recimo zelo rada vidim res dobro gledališko predstavo. To je taka predstava, ki se recimo meni kot gledalcu zgodi, da pozabim na zunanji svet in da me predstava toliko posrka, da v bistvu, ko je konec, ne vem čisto dobro, kje sem bila, ne. Takih predstav je zelo, zelo malo. Se mi zdi pa, da seveda obstajajo, ne, neke grupe in neka gledališča, ki so nekoliko pač, se mi zdi, ujeli en način izražanja, da pač lahko to pri publiki dosežejo, ne. Recimo ena taka zadeva je Sigurden Cirque du Soleil, ne. Pa pol recimo gledališče La Fura dels Baus ali pa Carbon 14, te stvari, no. Deviate. V bistvu imam te stvari rada, no. Se pravi, ne gre samo za izraz, ampak seveda izraz, ki je vedno kombiniran tudi z neko sodobno vsebino, z odpiranjem problemov, ki jih vidimo v družbi, ne. Klej, jaz mislim, da gre za zelo kompleksno zadevo. Da hočeš, da je gledališka predstava res pri občinstvu pritisne na ta prave neke registre. Moraš nekako cel čas vedeti, kaj ustvarjaš in kaj so pač ta sredstva, ki jih imaš na voljo, da boš nekako občinstvo odpeljal, kamor pač hočeš jih odpeljati, ne. V bistvu je predstava nek živ organizem, ne. Ti v bistvu vsakič sproti moraš narediti ves sistem, se pravi srce, pljuča, jetra, čreva, vse, ne. Se pravi luč, kostum, scenografijo, koreografijo, muziko. In če se te stvari res prav sestavijo, predstava res zaživi. Se mi zdi, da vse neke sheme in neka prejšnja znanja in šablone, da se nekako na to ne smeš zanašati, ne. Saj so to pač neke stvari, ki jih poznaš in ene izkušnje z neko materijo imaš, ampak če se pri tem ustvarjanju ne spustiš zelo daleč v svoji domišljiji in
V bistvu medtem, ko razmišljaš o predstavi, morajo biti tvoje misli, se mi zdi, zelo abstraktne in zelo neprizemljene, no. Če hočeš, da potem to, ko pač pridejo neke te stvari v realizacijo, da imajo ta nek naboj. Stvari morajo biti zares, drugače je čisto brezvezeno. Gledališki opus Barbare Stupica je obsežen in pester. Scenografije, kostumografije, likovne zasnove je ustvarila skorajda na vseh slovenskih odrih. Od gledaliških, plesnih, otroških predstav, vmes so tudi filmi, opere in lutke, pa do eksperimentalnih projektov. Naj bo predstava velika ali majhna, Barbara Stupica opravi veliko delo, kreativnosti in predanosti ne meri z veličino odra, teksta, lika, lutke. Sodeluje s številnimi domačimi in tujimi režiserji. Oblikovanje scenografij, kostumov, likovnih zasnov daje predstavam viden pečat in hkrati so oblikovalski pristopi Barbare Stupice podpisi, dodana, presežna vrednost in vizualni uvid v bistvo karakterja, lika in ali celotne predstave. Domišljena scenografija, kostumi in likovna zasnova Barbare Stupica ostanejo, tudi ko predstave ni več na odru. In ti pričajo o strukturi, domišljiji, zlitju z liki, manirami odra, prostora. Njena domišljija je brezmejna, kar njeno oblikovanje utelesi. Njeno delo pušča domišljiji prosto pot, izriše, oblikuje, naredi vse, da sestavine padajo skupaj in da fikcija poleti. Toda za vsem tem je vedno misel, zgodba. Barbara Stupica ni samo mojstrica veščin kostumografije, scenografije in likovne zasnove lutk. Je umetnica, ki razume vizijo režiserja, domišljijo igralcev, jim pri tem pomaga ter hkrati ustvari dodano vrednost vsemu naštetemu svojo vizijo in podobo, je med drugim zapisala Jedrt Jež Furlan. Barbara Stupica pa dodaja: kostum na odru razumem kot čisti likovni znak in temu podrejam vse. Ne prizadevam si obleči telesa kot objekt, temveč kot karakter, psiho, subjekt. Igralec ima telo, lik pa vse drugo, značilnosti, ki jih igralec interpretira. To je predstava Jutri je bila zabava. Tukaj me je Martina Mavrič povabila k sodelovanju, mi z Martino se poznava že zelo dolgo časa. In njeno prvo režisersko navodilo je bilo, da je narediti klasiko. Česar se sem jaz v resnici zelo razveselila. A veš, v glavnem za zmer pričakuje, da boš izumil toplo vodo, ne. Tule pa to ni bilo treba. In zato smo v bistvu pri tej predstavi, ki je bila tehnologija in vse skupaj zelo znano, sem se lahko v bistvu bolj posvetila prav izgledu, detajlom in tako naprej. Poleg tega to je ena redkih produkcij, da smo imeli za izdelavo dosti časa. Kar pomeni, da so bile seveda lutke narejene lani pred poletjem in potem sem jaz teleščke vzela s sabo na morje, kjer sem 6 tednov štrikala oblekce. Mislim, če hočeš, da je nekaj res prisrčno, no, moraš seveda se projekta lotiti s srcem in ta je en takih, ki sem zares v bistvu mislila na otročke in na to neko nostalgijo, ne, ki jo lutke prinašajo tudi odraslim. In se mi zdi, da v tej predstavi je to res fino ratalo. Pa se vam zdi, da je to tudi v sozvočju z vsebino? Tom Telehen je itak, ne vem, en zadnje cajte se mi zdi bolj duhovitih pisateljev za otroke. Roald Dahl je kle nekje, Svetlana Makarovič. Recimo kle pri Telehenu je bilo to, da je pač nek tam, kako bi rekla, skandinavska ignoranca, no, na en način prisotna, se pravi, kle se nekaj zgodi, ampak dobro ni ratalo, pa gremo naprej, kva pa pol. A veš, ta nek šlift v bistvu je fin kle, no. Se obzreva kakšni izmed predstav, ki pa je morda malo bolj kritično naravnano? Tu recimo bi bil Pašjon, Iztok Mlakar, Vito Taufer, ekipa, kombinirana gledališče Koper, Nova Gorica. Tle se mi zdi, da je Iztok Mlakar v tekstu ujel, ne, pač tema je Jezus Kristus, Biblija, ampak on ga je nekako predstavil v današnji čas
in ima v bistvu v tekstu neko tako fino družbeno kritiko, da v tem pogledu recimo sem v tem procesu zelo uživala. Ne. In na kakšen način ste pa vi potem izrazili to kritiko? V bistvu je kostumografija v tej predstavi v principu neka antiklovnjada, no. Se pravi, igralce obleči univerzalno, z možnostjo absolutno hitrih par sekundnih sprememb iz enega lika v drugega, kar seveda dosežem z detajli, ne. Osnovni kostum je črne hlače, bele srajce, črna kravata, kakor nek pevski zbor, ne. In pol so spremembe, recimo kravato zamenja za metuljška, človeku daš na glavo krono in oni so sveti trije kralji. In tako v bistvu ta predstava laufa cel čas, ne. S temi res natančno definirami spremembami. Poleg tega seveda so igralci genialni, ne. Pravzaprav pa tako vizualno meni, ker pade v oči tudi tale fotografija iz predstave Peklenska pomaranča s temi maskami. To pravzaprav ne vem točno, kaj je v predstavi pomenil, ampak neka vojska nekih birokratov, nimam pojma, kaj že bilo, ampak v glavnem je bilo treba iz 4 ali iz 3 ljudi narediti množico in potem so se spomnili te pač neke panoje oziroma neke velike možičke kopitlačke, ki enega igralca spremeni v bistvu v 3 ljudi, ne, z nekim fiks nasmeškom. Zakaj je to že bilo točno, pa sem že malo pozabila, no. Meni pa osebno tudi zelo v spominu ostala Živalska farma, ker se mi zdi postavljena v pravem času in še danes aktualne, najbrž vse čase. Kakšen je pa vaš odnos do te predstave? Ta predstava je super, meni je samo žal, da ne igra več. Ne? Predstava je igrala, se mi zdi, po premieri nekih 10-krat in potem vsake 2 leti na nekem festivalu. V Lutkovnem gledališču se jo pa na odru ne da videti. Mislim, meni se zdi to norost, ampak nimaš kaj. Je pa tudi bila najbrž zelo zahtevna likovna izvedba, ker ste pravzaprav naredili zelo veliko tega sveta. Ne? Ja, zahtevna v resnici ne toliko, ker je pač produkcija nekih mimičnih lutk zelo draga, ker je pač komplicirana, ne. A veš, tle recimo za enega prašička sem ga najprej jaz modelirala, potem so ljudje naredili kalup, pa v kalup smo ulili foam latex oziroma še nek drug poliuretan material, pač različen za različne lutke. Potem je to treba olupati ven iz kalupov, sfiniširati, kar je v bistvu na foam latex čist maskersko delo. In potem seveda so jih šele igralci lahko dobili v roke, ne. Tako da dolgotrajen, kompliciran proces, ampak rezultat je super, ne. Kaj pa to pomeni mimične lutke? To je zame nov izraz. Mimične lutke v bistvu so se zmislili, se mi zdi, angleška televizija, pač to je, ne, to, ko smo prej govorili, tehnologija, novi materiali in tako naprej. Foam latex, ne, neka pena, ki jo ti v bistvu vliješ v kalup in potem daš v, ne vem, penasto glavo noter roko in jo od znotraj mečkaš, se pravi, ona ima mimiko taka lutka, dela grimase. Kakor jaz vem, so to prvi bili na to finto Spitting Images. Se spomnim, Margaret Thatcher je bila blazno grda, ampak super. Ja, mi smo pač backstage ljudje in meni je to fina pozicija, jaz ne maram stati na odru. Res, meni je tudi na poklon, tako, no, jaz sem grozno tremo. Če me pač pred premiero prosijo, naj se pridem na konec pokloniti, jaz sem rada v ozadju. Barbara Stupica, najlepša hvala. No, ni za kaj.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bil Oder, oddaja o sočasnem gledališču. Barbara Stupica, letošnja prejemnica nagrade Pol de Bibič za življenjsko delo, ki jo je podelilo Združenje dramskih umetnikov Slovenije, je bila naša gostja leta 2008 in 2016. Z njo sem se pogovarjala Petra Tanko. Njeno trenutno delo pri predstavi Ostržek bo na odru Lutkovnega gledališča Ljubljana zaživelo letos jeseni. Oddajo je danes zvočno uredil Jernej Boc. K novičnemu poslušanju vas vabimo na naših spletnih straneh in med podcasti. Zahvaljujemo se vam za pozornost in vam želimo prijeten dan še naprej.